dan, lepo pozdravljeni. Pripravil sem krajši prispevek, Edgar Morin in 7 stebrov planetarnega državljana, zavest o Zemlji kot skupni domovini. Na današnjem posvetu smo v veliki večini zbrani razpravljalci, pa tudi poslušalci in poslušalke, ki pripadamo humanističnim vedam v širokem pomenu, oziroma se s tem področjem strokovno ukvarjamo, zato naj bo naš prvi razmislek namenjen vlogi in naravi naše misli. Kaj nam lahko danes povedo humanistične vede, filozofija, družboslovne vede, duhovni nauki, pedagoška stroka, poznavanje zgodovine in ne nazadnje tudi umetnost. Še zmorejo nagovoriti sodobnega človeka in mu ponuditi vir znanja, s katerim postajamo boljši ljudje, ker za to gre na vse zadnje vedno, pri umetnosti in učenju. Sposobni boljši ljudje, sposobni razumevanja vse bolj kompleksnega sveta in pripravljeni ustvarjalno sooblikovati svoje in kolektivno življenje v oblikah, ki nam prinašajo srečo, zdravje, človeško dostojanstvo in duševno zadoščenje, h kateremu vsakdo stremi. Ali pa so se civilizacija in tehnološki razvoj sodobnega sveta iztrgali iz celostne refleksije in smo postali vsi skupaj le še nemočni opazovalci in vsakokratni tržno naravnani uporabniki, brez možnosti celostne refleksije in razumevanja stvarnosti. Vprašaj, razvoj, ki smo mu priča v zadnjih 3 desetletjih, od konca nekje 80 let 20. stoletja, razvoj, ki zajema tako rekoč vsa področja življenja, od nove tehnologije do ekonomije, politične in finančne ureditve, družabnosti, oblik komunikacije in sloga življenja, ki pogojujejo naše znanje in dinamiko oblikovanja človeške identitete. Ta razvoj je postal v zadnjih 30 letih tako nagel in kompleksen, da uhaja refleksivni presoji in njenemu nadzoru. V tem je nedvomno neka posebnost našega časa in zdi se, nekateri gotovo poznate Heglovo prispodobo, znano iz filozofskega izročila, ki pravi, da Minervina sova poleti vedno, ko že pade mrak. Minerva, boginja Atena, boginja pameti in razuma, in njena sova poleti šele, ko je že tema, ko je na nek način pamet se zbudi, ko je že prepozno. Kljub temu, kljub mnogim opozorilom, da se nahajamo v prelomnem trenutku, ki ga mnogi ocenjujejo za kritičnega in zadeva ne le Slovenijo, niti ne le Evrope, ampak ves svet, moramo na začetku naglasiti, da so humanistične vede poklicane k pozitivnemu pogledu na svet in človeka, in to je navsezadnje tudi vloga in drža vsakega učitelja. To izhaja iz njihovega predmeta in namena poučevanja humanističnih ved, v središču katerega je človek. Spremljata pa ga ustvarjalna radovednost in zaupanje. Velika transformacija družbe, ki smo ji priča, se zdi nadaljevanje ali celo zaostrovanje izrazito kritičnih ocen, ki so jih že na začetku 20. stoletja izpovedali na primer Oswald Spengler v svojem obsežnem delu Zaton Zahoda ali Max Weber, ki je govoril o odčaranem svetu zaradi izgube duhovnega temelja, pa filozof Husserl, ki je pisal o krizi evropskih znanostih, pa krščanski filozof Berdjajev, Rus, sociolog Sorokin in mnogi drugi. Na poseben način pa je o krizi človeka in njegovi tesnobi v modernem svetu spregovorila literarna in likovna umetnost, ki nas, tudi mene še vedno, mi daje precej učenja, ko jo razumem zdaj tudi kot odrasel človek. Kaj nam danes v 21. stoletju in dobi planetarnega spleta in globalne povezanosti, ko se kljub oznakam, kakršna je postmoderna, veliki projekt sekularizacije in planetarne preobrazbe ni ustavil, ampak z novim tehnološkim razvojem hiti naprej, kaj naj danes človeku povedo humanistične vede in kakšen naj bo duhovni temelj, na katerem bi mogli graditi ustrezno celostno pedagogiko in stremeti k svetovnemu etosu. So humanistične vede danes še relevantne, čeprav ne nudijo neposrednega učinka in največkrat ne nosijo denarnega zaslužka,
Ameriška sociologinja Martha Nussbaum je napisala tehno knjigo Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, ne za profit, zakaj demokracija potrebuje humanistične vede. Tam prepričljivo pokaže, zakaj so humanistične vede, pa umetnost, literatura in duhovna imaginacija pomembne za razvoj svetovnih državljanov in demokracijo, predvsem zaradi izročila uživljanja, uživetja v različne človeške usode. K podobnemu stališču nas vodijo misli, ki jih je v svojih delih razvil Edgar Morin, ki ga danes želim predstaviti. Avtor ima nekaj čez 90 let, živeči avtor in je francoski sociolog in filozof, po narodnem izvoru pa sefardski Jud. Kolikor vem, do danes žal nimamo niti enega njegovega dela v slovenščini. K temu je morda botrovalo dejstvo, da se je med drugo svetovno vojno, kako mnogi francoski izobraženci, pridružil odporu in bil sprva navdušen nad idejo komunizma. Že v 50. letih, po odkritju resnice o stalinizmu in o družbeni stvarnosti v Sovjetski zvezi, pa je napisal odkrito samokritiko, zaradi katere je bil izključen takrat iz partije, za več let je bil tudi odstranjen iz javne sfere politike. Šele po koncu 60. let, ko je preživel osebno bolezen, se je vrnil v strokovno javnost in odtlej izhajajo njegova dela, ki so v celoti namenjena oblikovanju nove, nek način metode, s katero bi mogli misliti mišljenje, veliko novo kompleksnost človeškega sveta. Dela, ki nosijo naslov Narava narave iz leta 77, Spoznanje spoznanja, Misliti Evropo, Ideje, Zemlja, domovina, ali 7 nujnih oblik vedenja pri vzgoji za prihodnost z leta 2000. Človeška identiteta, etika ali pa pot za prihodnost človeštva iz 2011. Ta dela so v osnovi poskus misliti izjemne civilizacijske dosežke, ki jih je človeštvo doseglo v 20. stoletju, hkrati pa tudi kritičen razmislek o barbarskih zdrsih in izzivih, ki jih pred sodobno pedagogiko in vzgojo postavljajo izzivi našega časa, novi izzivi. Morin je že v družbenih in kulturnih gibanjih mlajše generacije, konec 60. let, zaslutil, da se v Evropi in nasploh v zahodni civilizaciji dogaja nekaj novega, česar prej ni bilo. Pridobitev novih oblik izražanja svobode in prostorov zanje, tako na intimnem področju, kakor v javni sferi, naj gre za kulturo, za izobraževanje ali za politiko, ki so spremljali slog življenja, se mu je zdela irreverzibilna novost, s katero se povečuje planetarna zavest in njena občutljivost. O tem je pisal na primer v svojem žurnalu De Californiji leta 70, kalifornijski dnevnik. V tedanjih gibanjih, ki so bila tesno povezana s popularno glasbo takrat, se je izražala nova globalna govorica in razumevanje človeške celovitosti, ki jo je Morin zaslutil znotraj sicer različnih izraznih stilov. Na ta način je odprl novo polje sociologije, v katero so vstopile raziskovalne teme, kot so kino, imaginacija, komunikacija in kulturna industrija. Med temami, ki so tedaj prvič relevantno vstopile v javno zavest, je bila tudi ekologija, skrb za okolje in z njim povezana potreba po planetarni naravni odgovornosti. Velik razmah tehnologije v 70. in v 80. letih pa ni pokazal le pridobitev, ki so bile izjemne, ampak tudi možnost globalnega uničenja in možnost strašnih posledic. Družbeni razvoj, ki se je dotlej zdel enosmerno naravnan k večjemu blagostanju in pridobitvam, se je pokazal za veliko bolj kompleksnega in tudi dvoumnega. Pozneje je Morin razvil kritiko, zanimivo se mi zdi tudi vedno za nas, za razvit, za naš čas, kritiko do samega pojma razvoja. Predvsem zato, ker razvoj razumemo skoraj izključno v tehnično-ekonomski smeri. Ocenjujemo ga s kriterijem rasti, ki jo določata učinkovitost in zaslužek. Tiha predpostavka pa je, da bo tehnično-ekonomska rast pomenila tudi družbeno-duševni napredek človeka. Zato so tehnično in ekonomsko naprednejše države naj bi bile zgled in cilj vsem drugim. Danes pa se je pokazalo, da materialni napredek, ki je bil v zadnjih
desetletjih izreden, ni prinesel tistega kvalitativnega preskoka, ki so ga mnogi pričakovali. Pokazalo se je, da to ni zadosten napredek, materialni, ni zadosten dejavnik celostnega družbenega razvoja. Nasprotno, prav materialni in tehnični napredek sta doživela v našem času moralni neuspeh. Omogočila sta degradacijo morale, sprožila sta upad solidarnosti. Do skrajnosti sta spodbudila razmah samozadostnega individualizma, pripeljala nove oblike ločitve, duševno nezadovoljstvo in nove oblike revščine. Prestop v polje tako imenovane nove agore, nov forum, novo polje komunikacije in razumevanja sebe, s katerim so se spremenile oblike komunikacije in dinamika oziroma načini samorazumevanja, Morin postavi v leto 1991, ki ga imenuje Novi začetek. Ob mnogih irenizmih, to je religiozni pojem, optimistično, končno nastopa doba miru in blagostanja, ob mnogih irenizmih, ki so tedaj preplavili Evropo, ko se je zrušila ideološka pregrada, ki jo je simboliziral Berlinski zid in so se mnoge družbe na vzhodu Evrope demokratizirale, nastale pa so tudi nekatere nove države, med njimi Slovenija, je Morin takrat ujel tudi ambivalentnost tega novega začetka, ki se večina takrat nismo zavedali. Prisotna so bila mnoga pričakovanja, ampak tudi nevarnosti, ki so jih nosili predvsem tržno naravnana kapitalska globalizacija in z njo povezana tako imenovana sociološki pojem danes pri mladih sploh ne prisoten, tako imenovana deteritorializacija, odvezanost od nekega konkretnega fizičnega, krajevnega, družbenega, naravnega prostora. Tehnološki razvoj globalne informativne mreže, s tem pa tudi spremenjen časovno-prostorski kontekst, raztapljanje, pomembno, tudi za vsak učitelj se s tem srečuje, raztapljanje simbolne produkcije, virtualnost in postopno ukinjanje fizične stvarnosti, še bolj pa raztapljanje občutka zanjo in za status, realni status drugega in drugačnosti. To raztapljanje pa nadomešča, kakor je pisal Jean Baudrillard, umetelna konstrukcija drugosti, ki pa ne premore etično zavezujočega odnosa. Na ravni intimnih odnosov pa smo priča, je izraz tega, recimo lahko rečemo tudi fraktalizacija seksualnosti, ki jo imamo vsi pred očmi, čeprav o tem ne radi govorimo. Morin meni, da lahko od konca 80-ih let, 90-ih, naprej govorimo o globalizaciji, katera ena glavnih značilnosti je skupni svetovni trg, liberalni ekonomizem. Dejansko pa leto 1991 ni popoln začetek, ampak nadaljevanje in dopolnitev zgodovinskega procesa, ki se je začel v dobi renesanse, ko se je z dogodkoma, če jo izberemo samo kot primer, Krištof Kolumb, odkritje Amerike 1492 ter Nikolaj Kopernik, postavitev heliocentrične teorije vesolja 1543, ko se je začela planetarna doba človeštva. Vzpostavljene so bile vezi med celinami, sprožil se je vpliv močnejših in razvitejših kultur nad šibkejšimi, posledično pa prevlada zahodnega modela življenja ali tako imenovana okcidentalizacija sveta. Morin dobro opisuje, kako se je v dobi med Kolumbom in Vaskom da Gama, ki je prvi objadral v svet, in Magellan tudi, začela doba mondializacije, ki še vedno traja. Leta 1991 se je ta proces intenziviral in stopil v novo fazo globalnega trga. Neposredni vzrok za to je bil propad socialističnih ekonomskih sistemov, stekel pa je odprt in vse težji nadzorovan proces ekonomske unifikacije planeta. Problem, ki ga opažamo, pa je dejstvo, da gospodarsko-finančna sfera tako rekoč nima suverenega in realnega nadzornika nad seboj, ampak so politične ustanove od Organizacije združenih narodov do suverenih držav v realnosti podrejene in odvisne od kapitalsko-finančnih tokov. Danes, trdi avtor, svet poganja naprej tako imenovan štiripogonski motor. Igor, še ena minuta. Ja, minuta. Ne gre drugače, se moramo držati. Znanost, tehnika, industrija in zaslužek. Še čas meni, še 2 minuti.
Celoten splet pa uhaja iz nadzora, nevarnost slepega hlastanja, zato nima pravega nadzora. Seveda ni mogoče stopiti nazaj, bom skrajšal. Na prvem mestu je seveda ekonomija, ki je postala kraljica in vodnica, sprejevalka politike, ki pa ne zna pojmovati in ne razume tistega, kar ni merljivo in kar ni kvantifikabilno. Čustva, strasti, veselje, nezadovoljstvo, verovanje, upanje, strahovi, pomanjkanje. To pa so plasti, ki tvorijo velik del človeške eksistence in bi jih moralo tudi izobraževanje vključiti. Avtor na koncu, bom zaključil, predlaga, osnovna beseda je komplementarnost. Morin meni, da je danes bolj kot kdajkoli nujno povezovanje in sotočje različnih preobrazbenih dejavnikov, ki usmerjajo naše življenje. K temu naj sodi tudi prenova izobraževalnih in vzgojnih procesov. In na tej osnovi razvije 7 stebrov. To pa so kompleksna narava človekovega spoznanja in odnos do negotovosti, ki spremlja to človekovo dejavnost. Drugič, zavedanje in sprejem biološko-psihološke, antropološke enovitosti človeka, ki spremlja in pogojuje človeško eksistenco. Tretjič, zavedanje, da je planet Zemlja, planetarna vzgoja, da je planet Zemlja skupna domovina in Morinov pojem skupna usoda človeštva. Ne bo tako zlahka iti na drug planet, čeprav jih odkrivamo. Dimenzija časa še vmes. Torej, ta Zemlja kot skupna domovina, v tem smislu se nakazuje vzgoja za planetarno in odgovorno zavest. Načini razumevanja, etika sporazumevanja, parcialno in globalno spoznanje in, zadnje, naučiti se razumeti in pri vzgoji to vključevati, naučiti se tudi zmote človeka. Zakaj so zmote naravni del človekovega napredovanja? Hvala.